Včasih ni treba veliko, samo malo razmisleka in svet postane kar naenkrat bolj zanimiv. Narava bolj cvetoča, pa ti malo bolj zdrav. Te moram spomniti, o čem govorim. Daj si pogled tisti video z Gašperjem. 4 kolesa se da namreč zlahka nadomestiti, ko gre za tista 2 kilometra. Že kar s temle pogonom se lahko daleč pride, pa še čist luštanje lahko. Za 2 kilometra zmerne hoje boš porabil nekje 20 minut pa 130 kilokalorij. Kar veš, če greš manj kot 2 peš, lahko namesto fitnesa pico poješ. Manj kot 2, lahko pa tudi malo bolj divje. Wow! Ali pa čisto adrenalinsko. Opa! 2 kilometra narediš s kolesom nekje 10 minutah. Zdaj se pa ti vprašaj, koliko časa porabiš za avto na semaforju ali pa za parkiranje. Pa še za 50 kilokalorij čokolade si lahko privoščiš čist brez slabe vesti. Boš? Pa nič. Pač pa še malo številk. 10 000. Toliko korakov na dan je priporočljivo narediti za boljše življenje. 300. Toliko kilokalorij skuraš v 1 uri hoje ali pa uri mestnega kolesarjenja. 150. Toliko gramov CO2 prišparaš z vsakim kilometrom, ki ga ne narediš z avtom. To je ful, ni? To je več kaj na čokolada. 30. Toliko minut hitre hoje na dan ali pa kolesarjenja ti bo ukrepil srce in ožilje, popravil ravnotežje in nasplošno izboljšal tvoje počutje. 17. Ja, točno 70% letnega dohodka namenjen povprečen Slovenc za avto. Zdaj pa ti razmisel, kje so tvoje poti po 2 kilometra. To zlahka preveriš s svojim telefonom. Točka A, točka B, evo, kilometer pa pol. Zdaj veš. A si že preklopil na svoj pogon in kako je to vplivalo na tvoje življenje? Zapiši v komentarje. Kar saj veš, če je manj kot 2, ne, avto sploh ni opcija.